pozdravljeni in dobrodošli v moji družbi. Aleksandra Winkler je moje ime. Pred mnogimi leti, to je nekje okrog 20 let, sem se navdušila za šamanizem, pravzaprav za indijanski ali staroselski šamanizem. Nekateri me še vedno od takrat spremljate, se še poznamo. Prirejala sem indijanske potilnice, sicer sem bila samo organizator, nisem bila izvajalec, na Smolniku nad Mariborom, nad Rušami, še od Ruš naprej, Mladinski dom Smolnik. Ja, tako mlada sem bila, poglejmo tole slikco, tlele sem z šamanom, zdravilcem, na sliki indijanske potilnice, svetloč, sveti prostor, kjer smo se energijsko očistili. Takrat sem se seznanila tudi z spiritualnimi vodniki, živalskimi vodniki in nekaj let sem delala s kartami. Obstaja več vrst kart, kjer pač lahko odkrivaš sporočilo nekega spiritualnega živalskega vodnika. Namreč mnoga plemenska ljudstva so verovala, da ima vsaka človeška duša tudi živalskega vodnika. To vodstvo se kaže v lastnostih določene živali, ki korespondira s človekom na zemlji. Naša duhovna žival je naš duhovni vodnik in njegove lastnosti nam pomagajo pri našem namenu, poslanstvu in tudi dolžnosti. Veliko o tem sem pisala v revijo Dobra karma, tlele je moj članek, da v letu 2026 vlada volk kot totemska žival, kot totemski spiritualni vodnik. Sovladarica leta 2026 pa je sova. Tako kot ste videli, tukaj je sicer portret sokola v mesečini, moje delo leta 1992 sem to naslikala, ja, leta 1992. Ta pa ni moja, tako da imamo v družini ta Indijanc, vsi ljubezen, ni moja umetnina, vsi imamo v družini talent za umetnost, za slikanje in s tem smo tudi zelo vizualni ljudje in tudi odličen kanal za prejemanje informacij. Tako pač se teh kart ne poslužujem. Če iščete sporočilo v kartah, je velikokrat plod ega, ker ne znate utišati ego, ga dati na off, da ne bi se oglašal in da bi se vam pojavila karta, ki si jo vaš ego izbere. Pač nihče vas ni še naučil, kako zaslišati glas duše, kako se povezati z duše, kako pridijo tiste informacije, tako da danes vam ne bom gledala v karte. Ko pa že sprašujete, kako pridem do tega duhovnega vodnika, danes bom opisala leto 2026, sem opisala postopek tudi v tej knjigi. Brezmejna moč bele magije. Ob nakupu te knjige pač boste našli opis vseh glavnih totemskih živali in mogoče začutili, s katero resonirate. Na tečaju, se pravi za najbolj navdušene, pa imamo tudi takole Metatronovo nihalo, to sem naročila izdelavo, in pač živalski krog preko postopka točnega načina, se pravi ugasnemo ego percepcijo, ugasnemo to, kar vemo o sebi in to, kar hočemo, in v akaških zapisih, se pravi dostop do akaških zapisov nam omogoča tudi razbiranje spiritualnega vodnika. Eden izmed načinov je, da preprosto prepustimo roko in nihalo, ki mora biti prej pripravljeno, tudi naš mentalni nivo mora biti pripravljen,
in odčitamo, tako lahko odčitamo tudi barvni krog, to bomo vse počeli, spiritualnega vodnika, procente in še velike tega. Danes bi vam res rada predstavila to ljubo totemsko žival, tega ljubega volka, ki bo vladar leta 26. Seveda vi ne veste, verjetno ne veste, lahko vam je kdo rekel, pa lahko ima prav ali pa nima. Tako da jaz bi rada ljudi osvestila, naučila, da sami najdete vašo totemsko žival, ne da vam nekdo drug sugerira, ker lahko to drži ali ne drži. Če odkriješ sam, potem moraš prebrati literaturo in če literatura ustreza tvoji duši, potem je to tisto, kar je resnično. Moji načini odkrivanja spiritualnega, nevidnega sveta, rečem metafizični svet, zajema tako abstraktni nivo, kot tudi fizični nivo. Če na fizičnem nivoju neka stvar, neka resnica ne deluje, ni skladna s tabo, se pravi po zdravi pameti, da se ne ujema, potem jo ovrzi. Ok. Danes se pravi spiritualni vodniki v letu 2026 in kako ste vi kot osebnost uglašeni s temi vodniki. Kot sem rekla, je glavna žival volk, ne morem verjeti, ampak ta moj ljubi Steven je volka zbral za naslovnico kart in sovo je izbral za drugo naslovnico drugih kart. Veliko časa je preživel med ameriškimi šamani, indijanci, zdravilci. Veste pa, da v navodilih, ki so priložene, še daleč ni vse. Še daleč ni vse, namreč tudi v mojih knjigah še zdaleč ni vse, kar ljudi naučim, ko so z mano 3 mesece na delavnici, to je pa čez druga zgodba. Tam dobimo čez druge dodatne, bolj kompleksne informacije in znanje. Se pravi, totemska žival leta, odličen povzetek, še enkrat ponavljam, je tudi, če boste revije še dobili, Dobra karma, in tlele je moj članek, cela revija je odlična, opisane so tudi druge živali, opisan je odlomek iz sova, volkec, vidite, kako lepo, za leto 26, ker če si harmoničen, če si skladen, potem ti bo šlo dobro. Kako boš vedel, da si skladen? Zdaj ti bom prebrala, odčitala te energije volka. Ne pozabi, da tvojo žival moči, tvojega spiritualnega vodnika, odčitam osebno na 15 straneh tipkanega besedila v osebni karmični prognozi za leto 2026. Zdaj, ko me gledaš, če me sveže gledaš, samo zdaj je ta priložnost, ne bo večno trajala, ne zamudi mojih brezplačnih e-novic, omgarden.si, prijavi se na brezplačne e-novice, ker je to akcijska ponudba in lahko dobiš za zelo majhen znesek 15 tipkanih strani tvoje prognoze za v glavnem leto 2026, med katerimi je novo letos tudi moje novoletno darilo in to je tvoj spiritualni vodnik. Jaz ti ga bom odčitala, šla bom v Akaš, ne bom gledala v karte in poiskala enega izmed 12 oziroma 13 glavnih vodnikov. Ok. Tega ne zamudite, prijavite se na mojo spletno stran, na brezplačne novice, če ste tlele in vam je všeč ta video, pa se tudi naročite, kliknite zvonček, naroči se
subscribe na moj kanal, ker mogoče se vam sicer drugi video ne bojo več prikazovali. Se pravi, to je Metatronovo nihalo, s katerim odkrivam o Metatronu 13. nad angelom, se tudi učimo v online, božanska magija. Vladar leta 26 je volk. Vsako leto ima določeno značilnost in poudarja kvalitete, ki odraža določena žival. Po učenju staroselcev, v glavnem rečemo šamanov, govorim o živalskih duhovnih vodnikih. V novemu letu 2026 pripisujem značilnosti volka. Ampak pozor, katerega volka vzdržujete, dobrega, belega ali slabega, črnega. Tudi to boste ugotovili v osebni karmični prognozi, ki jo bom posebej za vas gospa, vas gospod, se pravi, ne govorim, ne bom pisala za množino, ampak individualno, ker vas vikam, zato sem rekla za vas, zapisala, razbrala prej, zapisala in to je res enkratna ponudba, ki ne traja celo leto, samo omejen čas, moje ure zmorejo samo toliko na dan dela. In po tistem opisu, ko ti bom opisala oba tvojega volka, boš videl ali videla, katerega ti bolj fotraš, tist bolj uspeva, ali je dober ali slab. Tako da je tlele tista samo zrcalna podoba, ogledalo, ki ga vidiš, res tisto resnično in pravo. Zakaj ti to pravim? Zakaj vam to pravim? V letu 26 bo namreč bitka med belim in črnim volkom neizbežna. To leto je lahko izjemno dobro za nekatere ali pa izjemno pogubno za druge. Se pravi, tle ne bo šlo malo gore, malo dole, malo tamo, malo vamo. Nič od tega, kakor je šlo do zdajle, ko smo takole vijugali. Tlele bo šlo, ali je črno, ali je belo, ali je prav, ali je narobe. Ne more biti malo sivo, malo lila pekčasto in ne vem še kaj. Stvari bojo se razjasnile. Popolnoma se bojo razjasnile. Če so se še včasih določeni nevladniki skrivali pod krinko dobrotnikov, dobrodelnikov, ki želijo rešiti planet Zemlja, se bo zdaj le točno videlo, kdo rešuje Ljubljano, zrak in vodo v Ljubljani. Vemo, da ima Ljubljana v Evropi najbolj onesnažen zrak, a so na 3. mestu celo od vseh evropskih držav. Ne vem, je to prvo, drugo, tretje, tam visoko. Po onesnaženosti voda je to blizu, bi se reklo, enih 3 največjih mest, celo droge so našli v vodnih teh kanalizacijskih tokovih, veliko prisotnost drog, tako da, boga Slovenija. Se pravi, stvari bojo postale jasne, ali je to slabo, črno, ali je to dobro, belo. In tlele tudi vi ne smete biti neodločni. Namreč leto 25 je za nas, od nas zahtevalo, naj ostanem ali grem, fizično, mentalno, emocionalno, da smo si prišli na jasnem. Leto 2026 je bitka med belim in črnim volkom. Volk bo v glavnem zmagal, kateri boš videl ali videla sama oziroma prebrala, ko ti bom to poslala. Vsi ljudje smo na tem svetu nagnjeni k prevladujočemu podpiranju dobrega, belega volka, nehote pa lahko hranimo tudi črnega, slabega volka. Ampak tukaj smo zelo različni. Se pravi, ni isto za vse. Moj črni volk pa tvoj črni volk se razlikujeta. Jaz sta drugačno hrano. Tako bom rekla, tudi moj beli volk pa tvoj beli volk se razlikujeta. Z drugimi čustvi jih lahko hranimo. Nismo enaki. Kaj to pomeni? To pomeni bitka med angeli in demoni. Med dobrimi angeli in slabimi demoni.
Tako odkrivamo to šamansko znanje. Po besedah mojega učitelja, ki je prišel v Slovenijo prav zato, da je nas osveščal, nam delil znanje, modrost. Takrat, ko smo še prirejali indijansko potilnico nad Mariborom, takrat nam je povedal zelo veliko zanimivega in nekaj v meni je tukaj ostalo. Bila sem čisto fascinirana nad njegovim znanjem in volk simbolizira moč, vzdržljivost. Je naravni vodja. Volk vodi svojo kardelo skozi izzive, tako tudi tisti, katerega spiritualni vodnik je volk, pogosto prevzeme odgovornost v družbi ali skupnosti. Vaša notranja samopodoba je ta, da ostanete mirni v težkih situacijah in da vedno najdete pot tudi takrat, ko drugi klonejo, dvomijo, opešajo. Volk je tako rekoč simbol globoke predanosti in zaščite. Pomislite, koliko tega v vas resonira s to resnico, več kot resonira s to resnico, bolj ste usklajeni z energijo leta 26, katere vladar leta je volk, po tem šamanskem mojem uvidu. Predani ste svojim najbližjim, pripravljeni se žrtvovati za tiste, ki jih ljubite, vaša prisotnost daje občutek varnosti in zaupanja, vaše besede imajo težo, ker prihajajo iz iskrenosti in življenjske izkušnje. Vsekakor volk ni samo vodja, je tudi samotar. Ampak to je takrat, ko je za to potrebuje samoto. To pomeni, da znate, če je vaš vladar volk ali pa če ste dobro energijsko usklajeni z energijo volka, da znate prepoznati, kdaj je čas za umik, introspekcijo in obnovo lastne energije. Pomembno je, da najdete ravnotežje med vodenjem drugih in skrbjo zase. Volk nas opominja, da globoka moč prihaja od znotraj in s povezanostjo s svojimi vrednotami in notranjim mirom. Ko se naučite poslušati svoj notranji glas, vaša intuicija postane vaš največji zaveznik. Včasih je največja moč potegniti se vase in presoditi, preden delujete. Če je volk vaš osebni, živalski, spiritualni vodnik, potem se zavedate svoje vodstvene vloge, svojega vodstvenega položaja, ma ne pozabite negovati lastno dušo. Volk, vaša duhovna žival, naj vas spomni, da ste najmočnejši, ko ste v skladu s samim seboj. Vaša moč je, da veste, kdaj voditi, kdaj se umakniti in prepustiti vodstvo drugemu. Vaša moč in modrost sta dar, uporabite jih modro in življenje vas bo nagradilo z zaupanjem in spoštovanjem. Koliko tega ste odkrili v sebi, ne? Mogoče pa se boste, če niste vodja, se pravi, da niste vodja družine, vodja društva, imate svoje društvo, kjer organizirate, ste šef v službi in vas skrbi za druge, da bojo imeli dovolj dela, pravic, da bo dovolj časa za počitek pa za akcijo.
Mogoče se boste našli v sovi. Sova, ki je sovladarica leta 26, bo mnogim tistim, katerih glavni vodnik ali pa je eden izmed sovladarjev, pomagala ljudem, da bojo enostavno, gladko šli skozi leto, da bojo priložnosti prišle do njih, tako kot da bi padle z neba. Če je sova vaš živalski vodnik, potem je za vas značilna modrost, globoka intuicija in sposobnost, da vidite to, kar je očem nevidno. Sova predstavlja notranjo svetlobo, ki vodi skozi temno nezavednost in izzive. Če je vaš vladar sova ali če ste uglašeni s to energijo živali, premorete neverjetno sposobnost opazovanja, analiziranja in razumevanja globokih življenjskih slojev. Se pravi, naše življenje je večplastno. Nisem to, kar vidiš, to je samo ena plast, če se razume. Vaša moč je v tem, da ostanete mirni in zbrani tudi takrat, ko se okrog vas odvijajo nemirni dogodki. Pogosto se drugi obračajo na vas po nasvet, vas prosijo za mnenje, ker vejo, da jim boste dali premišljen in iskren odgovor, brez obsojanja in presojanja. Če se vam to dogaja, potem je kar možno, da je vaš spiritualni živalski vodnik sova. Vsi, ki nosite energijo sove, ste predani globoki introspekciji in duhovnemu raziskovanju. Ni neobičajno, da občutite potrebo po umiku, tišini, meditaciji, da se radi družite z naravo, da je narava vaš najboljši prijatelj, ker lahko obnovite svojo energijo in se povežete s svojim notranjim svetom. Vaša sposobnost branja med vrsticami je redka sposobnost, zato pa je toliko bolj dragocena. Kaj nas uči spiritualni vodnik sova? Sova nas uči razumevanja, kot tudi tega, da nam ni treba vedno deliti svoje vizije z drugimi. Enostavno mi ni treba vse povedati drugim, kaj planiram, kaj nameravam, kaj si želim. Lahko določene stvari ohranim zase. To je modrost. Modrost predstavlja, kdaj komu kaj zaupati in kdaj molčati, kdaj in koga prositi za pomoč, podporo in kdaj se raje obrnite za nasvet v svojo notranjost. Temu rečemo nekako modrost. Negujmo svojo modrost, ne glede na to, če je sova naša spiritualna žival, svojo intuicijo in bodimo svetloba drugim, ko to potrebujejo. Naša sposobnost, da vidimo globlje od tega, kar je na zunaj, je dar, ki lahko prinese mir, jasnost in inspiracijo drugim, ne samo nam osebno, ampak drugim vsem okrog nas. Namreč, če je tvoj sovladar ali pa vladar živalskega spiritualni vodnik sova, ljudje te prosijo, daj kaj misliš, a mi pomagaš, a lahko, kaj ne naredim v taki situaciji sem. Če se vam to ne dogaja, potem sova ne more biti. Tukaj ne smemo imeti predsodke, da je sova plenilec, saj tudi volk je, pa da bi
vsi radi imeli delfinčke, ker se smejčkajo, pa so igrivi. Tako da z delfini kot spiritualnimi vodniki, te sicer niso vladarji leta 26, nimajo niti sovladavine, je treba biti kar resno previden, namreč v delfinskem svetu, ki je zelo podoben človeškemu. Delfini se igrajo, so sesalci kot ljudje, se učijo, živijo v skupnosti, se radi igrajo, to sem že povedala dvakrat, ampak res so igrivi, učljivi tudi, ampak je še nekaj. Med delfini so znanstveniki odkrili tudi, da se drogirajo. V bistvu se zbadajo na eno ježevko, ki skozi te bodice spušča strup in ta strup je pač za delfine droga. Tako da se omamljajo, so pa tudi pedofili, posiljujejo neke druge vrste in tako da imajo vse dobre in vse krute človeške lastnosti. Tako da ljudje ne pomislite, jaz sem pa delfinček, a se razume, lahko si, lahko ne. Vse, kar hočeš biti, je samo percepcija tvojega ega. Ne pomisliti, sovica, recimo, je, ko bi rekla, ujeda, ne gre se za to. Recimo, sova, kot sem jo jaz našla, tole lepotečko, je moja spremljevalka že veliko let. Prišla je do mene, žal je bilo že prepozno, da bi ji pomagali do življenja, oziroma sem jaz šla po tisti poti tam, kjer se je znašla. In tlele bom izdelovala tudi iz teh sovinih peresc original lovilce sanj, original pravim, v katerih ne bo plastike, nobene plastične dekoracije, nobenih plastičnih živalskih peresc. Dobesedno, kar kupite na internetu, je plastika, niso peresca. Ne more biti plastičen obroč in plastične kroglice, ker to po šamanskem izročilu ni. To v resnici, kar vidite, kar se prodaja, ni lovilec sanj, ampak je samo nek dekorativni predmet, ki nima, razen če je lep, nobenega pomena in izgleda. Še enkrat ponavljam, prijavite se, če se še niste, na brezplačne e-novice na moji spletni strani omgarden.si, da ne zamudite v akciji osebna karmična prognoza na 15 straneh in lovilci sanj, pa tečaj, preko katerega se bomo učili ne samo brati spiritualne vodnike, ampak se bomo učili komplet šamanizma v programu božanska magija. Se pravi, kar je od Boga, Bog je ponudil, bi se reklo, tudi živali, tudi to, kako določene živali pridejo do nas. Preden pa pridete k meni na tečaj, ne pozabite kupiti tole knjigo, dobite jo kot e-knjigo in meditacijsko sobo, v kateri boste se naučili prvega stika s sabo, prvega stika s svojo dušo. Čau, čau, hvala za pozornost.